Dobrodošli na območnem srečanju lutkovnih skupin v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti območna izpostava Pesnica in pa Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj. Aplavz! Tukaj med nami bi najprej rada pozdravila eno čudovito gospo, čudovito osebo, strokovno selektorico srečanja in pa profesionalko na lutkarskem področju, gospo Bredo Varl. Povejte mi, otroci, kako ste kaj? Ste sproščeni? Ja? Ste za to, da se gremo zdaj en mali kviz? Ja! Vam lahko zastavimo vprašanja? Ja! V redu, da vidimo. In sicer, prvo vprašanje se glasi. Na koncu vsake predstave A. zaploska, B. povem abecedo. Kako pa boste zaploskali? Drugo vprašanje. A. Med predstavo ugasnem telefon in ga pospravim v torbo. B. Med predstavo se pogovarjam po telefonu in si pišem SMS-e. A. Ste vsi pospravili in ugasnili telefone? Tako. Tretje vprašanje. A. Med predstavo hodim lulat in klepetam. B. Med predstavo pridno sedim in spoštljivo gledam predstavo. Bravo! Zaslužite si vsi en velik aplavz! Otroci, povejte mi, ste kaj veseli pomladi? Ja! Da že rožice cvetijo, da smo malo zaljubljeni, da že drevesa brstijo, da moramo kositi travo. Ste veseli? Ja! Ste veseli? Povejte mi, ali poznate katero žival, ki je bolj pridna od mravljice? Čebela! Kdo je rekel? Čebela! Tako. Zakaj pa so čebelice tako pridne? Jaz pa poznam eno čisto posebno čebelo, ime je Adela. In ste za to, da si ogledamo prvo predstavo? Zelo pridni čebeli Adeli se je zgodilo nekaj nepredvidljivega in skupaj si bomo pogledali, kaj je to bilo. Torej, prva predstava, lutkovna skupina osnovne šole Pesnica, vrtca Pesnica, v avtorice Anton Kriks, Čebela Adela. Aplavz. Kako lepejo zema, se jih bom zalila.
Pozdravljena, čebela Adela. Pozdravljen smo, Blundek. Kaj pa počneš? Nabijam smetni prah. Poglej, koliko visi imam. A mi to pomaga odnesti v mojo hišico. Kaj? To je zame pretežko. Ampak iz tega bom naredila sladke medene bombone. Kaj? Sem prav slišal sladke medene bombone? Ja, isto prave sladke medene bombone. Tega ti bom pomagal vsak eno. Jaz bom kar dve čebela dela. Jaz si prijatelj smej Blundek. Ni zakaj čebela dela? Wow, kako imaš vse pospravljeno. Hvala, svoj Blundek. Veš, da je svetega pa hudlo, zakaj tukaj? No prav. Kaj pa je to? To je stroza medene bombone. Ojoj, kako je velik in kako lep. Hvala, smej Blundek. Pomaga mi nasuti svetli prah v stroj. No prav. Kaj pa zdaj? Ko ti bom rekla zdaj pritisni ta desni gumb. Že lahko. Posakite nastavljo kosajico. Že lahko. Zdaj pa lahko. No prav. Bomboni! Slasni medeni bomboni! Jupi, bomboni! Izvoli smej Blundek, tala je zate. Hvala, čebela Adela. Adijo. Odi se mi, komu še malki za današnji dan. Adijo. Malo se bom pometla in bom odletela na travnik. Tako, odletela bom na travnik. Wow, kako je vse posplavljeno. Lačen sem. Bomboni. Malo bom jedel. Kako sem zaspan. Malo bom jedel. Pozdravljena, Pika Polonka. A si videla, koga letiti okrog moje hišice? Nikogar nisem videla. Adijo, čebela Adela, mudi se mi muhi malki na rejsni dan. Adijo. Pozdravljena, čebela Adela. Pozdravljena, Tušek Matisek. A si videl, koga letiti okrog moje hišice? Ne, nikogar nisem videl. Adijo, čebela Adela, ki se mi mudi na rojstni dan od muhe malke. Adijo. Adijo.
lahko naredil takšen nared. Smešanje, prihaj iz moje postelje, slavam pogledat. Saj to je palsek, pravi živi palsek. Slatni medeni bomboni. Kaj? Ti si porizal už moment in porizal vse moje bombone. Ti že pokazam. Halo, kaj je to? Začinjena kapica. Ti že pokazam. Pastova kapica in sever si. Nadela si bomo datela na tjavnik. Tako da odletela bom na tjavnik. Tjavis! Kaj pa je to? Je to čebela? Je to palče? Ne, to je čebela Adela. Otroci, vam je bila všeč prejšnja predstava? Res? Povejte mi, ste že kdaj bili v Afriki? Če ga pa s prstom po zemlji videl? Povejte, kaj pa v živalskem vrtu ste bili že kdaj? Povejte mi, in katera je najvišja kopenska žival na svetu? Zakaj pa žirafa? Ker ima tako dolg vrat? Zato, ker ima tako velik vrat. Povejte mi, kako visoko pa lahko zraste žirafa? Skoraj da 6 metrov visoko lahko zraste. Kako pa gleda skozi okno doma noter? Tako velik je kot drevo. Tako. Visok vrat ima, da lahko lažje liste iz dreves, kaj ne? Ampak je taka prijazna živalca, taka mila, čeprav je težka skoraj 1 tono. Tako, pogledali si bomo zdaj drugo lutkovno predstavo. V izvedbi lutkovno-glasbenega krožka Deteljica osnovne šole Pesnica. Avtorice Tine Perko, žirafa, Cvetka, aplavz. O, Cveta, kako si lepa, pa kako elegantna. Wow. Vse te tvoje čudovite sive pike
O, 300 kosmatih slonov. Vse te tvoje čudovite sive pike so naravnost fantastične. Veš, Sveta, prav nekaj posebnega si. Hvala ti, Filko. Hvala, Filko, Cvitko, hvala. Ha, kakšna eleganca neki. Res imaš sive pike, kot kakšna gnila banana. Nujno te je treba spremeniti in preurediti. Pridi sem. Poglej, Filko, zdaj sem pa zares nekaj posebnega, kaj ne? Wow, Cveta, te rožice so fantastične. Wow. Izgledaš kot svetlični vrt v nadstropji. Ampak veš, Sveta, tudi veliko dela boš imela. Nenehno se boš morala zalivati in kar naprej pleti. Pa kaj, vseeno mi je. Mar nisem prečudovita? Pozdravljena, Zebra. Ti je všeč moja nova preobrazba? Wow, nekaj novega vidim na tebi, Cveta. Te rožice so krasne, prekrasne in še bolj prekrasne. Hvala ti. O, Nuj, pozdravljen. Kaj pa tebi? Ti je všeč moja nova preobrazba? Ja, ta barva te res poudarja. Pravzaprav bi si tudi mi lahko mislili takšno osvežitev. Jaz bi na primer snel svoje dolgočasne sive perje in si nadel nekaj bolj rožnatega. Jaz pa razmišljam, da bi dala dol te črne črte in dala gor zlate zvezdice. Ti zdi dobra ideja, Cveta? Odlična. Hvala. Adijo. Adijo. Adijo, Noj. Adijo, Noj. Cveta, škrpeta, smeštana, polpeta. Pa daj, no, tako lepo sem te okrasila. Ti pa še vedno kraustaš po tleh. Kraustaš po tleh, namesto da bi lepo, elegantno splezala na drevo in vsem pokazala, da si nekaj posebnega. Da bi splezala na drevo? No, saj poskusim lahko, kaj ne? Ja, poglej, tako. V redu. Daj, Cveta. Še malo. Še čisto malo. Odlično, zdaj pa gremo. Uspelo mi je. V redu, uspelo. Uspelo mi je. Uspelo mi je. No, pozdravljen. Uspelo mi je. Na drevesu sem. Čutiš? Rasta.
letijo magice. In to na drevesu. Kako neokusno. Pa kaj, veš, vse eno mi je. Ha? In kakšno grdo obnašanje. Kako katastrofa. Raje grem. Ojoj, mlači se. Kje ne bodo prišle? Tako me strah. Žirafa na drevesu. Ko bi le lahko bila zopet čisto navadna žirafa. Nočem več teh cvetličnih okraskov. Hočem dol z tega drevesa. Hočem dol. Dol hočem. Hočem dol. Dol hočem. Hočem dol. Kaj je to, piskot? Kaj je to, Jamra? Aha, ga že vidim. Tisto prismojeno drevesne cvili. Takoj, nemudoma ga bom podrl. Ups, pa ravno tu se mora kopati. Kakšna neumnost. Raje grem. Na pomoč, na pomoč, utapljam se. Na pomoč, ne znam plavati. Daj, Sveta, voda ti sega komaj do kolen. Ne pridi lepo ven. In ne čofotaj tako, splašila boš mi vso kosilo. Pa res. Uspelo mi. O ne, tvoje prelepe rožice odnaša voda. Hitro, pomagati ji bo pobrati. Hvala ti, Pirko. Zelo si prijazen. Vendar teh cvetličnih okraskov raje ne bi več nosila. Čisto prav si imel. Veliko preveč dela je z njimi. Raje bom zopet čisto navadna žirafa. Navadna žirafa. Pa ja, veste, Sveta, vedno nekaj čisto posebnega. Otroci, povejte mi, radi hodite v šolo in vrtec? Ne! Zakaj pa? Ker se nekaj naučimo in ker imamo tam Imate vsi v šoli prijatelje in vrtce? Tako je. Otroci, pa vi veste, da smo se v vrtcu, ko smo še bili majhni,
naučili vsi eno pesmico o prijateljstvu, ki je hkrati tudi malo lutkovna. Ja, katera je to? Ne, to pa je pesmica o prstkih. Čisto ta prave lutke se že lahko igramo s svojimi prstki na rokah. Poglejte si prste in ko igrate in pojete, glejte svoje prstke. Tisti prstek, ko govori, tisti prstek glejte. V redu? Tudi lahko si nataknete takšne prstne lutke, kot jih imam jaz. Lahko si tudi narišete pikice, nos in usta in igrate s svojimi prstki. In poznate pesmico o prstkih? Ja, kako pa gre? Gremo. 3, 4, zdaj. Kje je palček, kje je palček? Tukaj sem, kako si kaj prijatelj, dobro pa je lepa, grem domov. Kje je kazalček, kje je kazalček? Tukaj sem, kako si kaj prijatelj, dobro pa je lepa, grem domov. Kje je sredinček, kje je sredinček? Kje je prstanček, kje je prstanček? Je mezinček, kje je mezinček? Bravo! Zadnja predstava nosi naslov Prijatelji. Napisala jo je učiteljica Špelca Bratuša, odigrali pa jo bodo lutkovni krožek osnovne šole Jarenina. Lepo se imejte, uživajte v predstavi in uživajte svoje otroške dni in imejte čim več prijateljev. Najbolj pomembno je pa, da imate malo prijateljev in še to tistih ta pravih, ki jih lahko spoznate v stiski in so res tisti ta pravi. Velja? Zdaj pa zaploskajmo in poglejmo si predstavo naprej. Zima, zima bela, v gori se dela, pa tako je bila, da bo sobo vzela. Hi. Mali Medo, priden bodi v šoli. Ampak oči, danes je sobota, ni pouka. Juhuhu, grem malo na sprehod. Oh, saj res, ampak vseeno bodi priden, ko se sprehajaš po gozdu. Ja, ti. Adijo. Adijo. Zima, zima bela, v gori se dela, pa tako je bila, da bo sobo vzela. Hi. La. Pa res že vonjam, da prihaja zima. Jaz pa še kar nimam dovolj zalog za zimsko spanje. Draga prijateljica Sova, prosim, pomagaj mi. Poleti naokoli in poglej, kje rastejo borovnice in robide, da se bo sinkom do zime dodobra najedla. Z veseljem ti pomagam, dragi prijatelj. Takoj bom poletela. Saj vidim, da se jesen že pozdravlja. Vsak dan je vedno podladneje, veter brija okoli vej in listje pada. Se vidiva. Sem sovica mlada vesela, sem pravo penato dekle, medvedu bom pesem zapela, o ja se raste prav vse.
že nazaj? Ah, ni se preveč zabavno sam sprehajati po gozdu. Lahko bi šel brati knjigo, ki ti je posodila sova. Joj, ati, a res moram? Moraš. Sova te ni zastonj učila brati in pisati. Treba je trenirati. Saj veš, kako pravijo. Ja, vaja dela mojstra. Tako je. Sedaj pa kar pred knjigo, dokler je še dan. Jaz pa grem iskati kaj za podzob. Ohoho, pozdravljen, Pujsek. Kaj pa ti tukaj v gozdu? On kaj jih medved? Prišel sem iskati odpadne suhe veje za kamin. Saj vidiš, da zima že pritiska. Vidim. No, naj ti pomagam. Točno vem, kje bo našla to, kar iščeš. Mojster, Pujsek, mojster, medved, skrival gaj, tam bova nabrala suhih vej. Oink, oink. Joj, kako veliko drevo je to bilo. Kako to, da je padlo? Saj veš, zadnje čase je veter vedno bolj močnejši. In takšna stara drevesa mu več niso kos. Zadnji vihar ga je izruval iz zemlje, sedaj pa se je že čisto posušilo. Ojej, te klimatske spremembe. Kaj nas še čaka? No, po drugi strani pa tale se ravno prošen za moj kamin. Nič me ne bo zeblo, celo zimo, juhu. Odlično, samo spraviti ga še mora od tebi domov. Ah, ne skrbi, medved. Doma imam samo kolnico. Jutri bom vse to odpeljal domov. No, po drugi strani, nekaj pa bi lahko vzel domov že danes. Kaj praviš, medved? Kar pljunjeva v šape. Pardon, parklje. Mojster, Pujsek, mojster, medved, skrival gaj, tam bova nabrala suhih vej. Oink, oink. Rega, a bo letos huda zima? Kdo ve, za vsak slučaj pa je treba biti dobro pripravljen. Se strinjam. Joj, rega, potem bo tale mlaka zaledenela. Kam naj grem potem prezimovat? Lahko prideš k meni. Bom imel celo zimo lepo toplo. Joj, rega, pretoplo ne sme biti, drugače se mi koža izsuši. Lahko prideš v moj brlog. Tam boš na suhem, ampak družbe ne boš imela, saj medved celo zimo prespimo. Jej, hata rega, to mi tudi ne ustreza. Kaj pa praviš na sobo z razgledom in pernato družbo? Pernato, pa saj ne misliš kakšnega ptiča, pa saj veš, da nekateri ptiči žaba jedo, kaj ne? Moja prijateljica sova že ne. Sova ne je žab. Ta sova je nekaj posebnega. Leta po dnevi, spi po noči in je vegetarijanka. Kaj? Res je, kar pravi medved. Ta sova je zelo posebna in zaradi tega se druge sove izogibajo. Nekaj časa so se celo norčevale iz nje. Sedaj pa ima druge prijatelje. Kaj takega, rega. No, po svoje to zelo dobro razumem. Kot vidite, sem tudi jaz tukaj v mlaki sama, rega. Druge žabe se nočejo družiti z mano. Pravijo, da sem preveč klepetava, rega. In kar je najhujše in prava sramota za žabo, rada po svoje skačem v vodo, tako da čim bolj škropi naokoli. Rega. Tega druge žabe sploh ne marajo. Če je pa tako, pa pridi z nama. Znaš najbolj posebno sovo, daleč naokoli. Hvala za povabilo. Mojster, Pujsek, mojster, medved, žaba, hlad, rega, hlad. Zdaj pa gremo k sovi,
Pozdravljena, sova. Si našla kraj, kjer rastejo borovnice in robide? Našla. Seveda sem našla. Kakšnih 700 metrov jugozahodno od tukaj je. Dovolj bi jih bilo za 3 debele medveda. Odlično. Hvala. To se bova s sinkom do dobro najedla. Njam, njam, njam. Oink, oink, sova. Nekoga bi te rada predstavila. Kdo se tako sramežljivo skriva za tabo? Žaba je iz bližnje make. Malo je strah, saj misli, da boš pojedla. Kaj nista povedala, da sem malo posebna sova? Sva, pa nama ni najbolj verjela. Draga žabica, ne boj se. Pridi in se mi pokaži. Žabica, povej, kako to, da se sprehajaš po gozdu s tako nenavadnim vidiškom? No tako je bilo, rega. Ravno sem trenirala skoke v vodo, ko sta mimo prikolovratila tale dva, rega, naložena s polenjem. Vprašala sem ju, ali bo letos huda zima, rega, potem pa me je začelo skrbeti, kje bom živela, če bo moja mlaka zaledenela. In potem, Jaz sem mi ponudil svojo hiško, pa ni hotela. Češ, da bo vroče. Jaz sem ji ponudil svoj brlog, pa tudi ni hotela, saj ne bi imela družbe za klepet. in potem, Nekako sem ji predlagal, če bi želela prezimovati v sobi z razgledom. tako, se mi je kar zdelo, da bo kaj takega. In res, sta mi povedala, rega, da si nekaj posebnega, veš, tudi jaz sem nekaj posebnega, rega, od mojih me nihče ne mara. To pa zelo dobro razumem. Bi si lahko, rega, vsaj malo gledala tvojo duplino, veš, sem zelo radovedna, rega. Vidim, no pa prispokaj gor. Wow, kakšen razgled. Prav si imel medved, to je res soba s krasnim razgledom. Žabica, lahko ostaneš pri meni. Všeč mi je tvoja radovednost in klepetavost. Rega, juhuhu. Tole se je dobro išlo. Nesiva sedaj te veje k tebi domov. Dobro delo sva opravila. Greva. Adijo, srečno pot. Žabica, ali imaš rada pravljice? Pravljice, rega, pravljice imam najraje. No, naj ti povem eno. Nekoč pred davnimi časi je živela žabica. Vse se me bojiš, pred mano vse je ti. Drevesa podijam, grmovje pobiram, na tako puščam menir. Ojej, tako piha, upam, da se ne ti zapihal. Mali medo, si doma! Tukaj sem radi, celo knjigo sem že skoraj prebral. Kaj pa je? Takoj na svoj brlog, bližno se ne vištaš! Sova, žaba, hitro dol z drevesa, bližno se strašen vihar! Ojej, hitro dol z medvedu. Prijeta, moj brlog, tam bosta na varnem pred vetrom! Hvala, dragi prijatelj. Degu!
Sovica, prijateljica. Bomo že poskrbeli, da boš imela nov domek. Kakole, še drevesa ni več. Je pa še veliko drugih dreves, rega, ostalo dovolj močnih, da mi vihar ne podre. Kaj mi bo ta drevesa? Že v njih ne morem živeti. Ati, kako bomo pomagali Sovici? Že vem, zgradili bomo hiško na drevesu. Hiško na drevesu? Tako je. Posebno so vasi. Sedaj boš imela tudi posebno prebivališče. Ajkon, prijatelji, vidim, da je veter odpihnil Sovi na domovanje. Zgradili bomo hiško na drevesu. Super, odlična ideja, rad pomagam. Sem zelo spreten pri gradnji. Saj sem tudi svojo hiško zgradil sam. Kaj potrebujemo? Nekaj lesa in žeblja. Kladivo in malo spretnosti. In dobre volje. Ne vem, če bo to šlo. Nikar ne obupuj, Sovica. Kot bi mignil, boš spet imela novo hiško. Gremo na delo. Sovi bomo pomagali, hiško izgradili, da bo domek spet imela, boljši kot se sliši. Da bo domek spet imela, boljši kot se sliši. Na drevesu bo ostala, žabokla kmetala, pravljice ji bo še brala in se z njo igrala. Pravljice ji bo še brala in se z njo igrala. Kako si pameten in močan, Ati? Hvala, sinko. Takole je, prijatelji, naredili smo dobro delo. Kakšno lepo hiško sem dobila. Hvala vam. Kako že pravijo, Rega? Slogi je moč. Res je, in na pomoč prijateljev se lahko vedno zanesemo. Sovi zdaj smo pomagali, hiško izgradili, da je domek spet imela, boljši kot se sliši. Da bo domek spet imela, boljši kot se sliši. Na drevesu bo ostala, žabokle kmetala, pravljice ji bo še brala in se z njo igrala. Pravljice ji bo še brala in se z njo igrala. Bravo, Špeta. Hvala. Za oboje. Hvala. Iskrene čestitke. Bravo. Bravo.